Navijači Rallyja, prisrčno pozdravljeni. Tukaj je znova reportaža Avtoportreta.si. Tokrat smo se skupaj z ekipami in dirkači odpravili v Železnike. A preden se preselimo v Sevško dolino, pogledamo malo dogajanja pred dirko. Prejšnjič se je karavana ustavila v Zagrebu na Rallyju Ina Delta. Tam se je kar 37,5 točk pridobil Rok Turk. Nič novega. Kaj nam je povedal pred dirko? Pričakujem eno lepo dirko, no spet zgleda, da bo kar zelo fajn vroče, kar je tukaj v Železnikih že kar navada, tako da ja, prav poletje je končno prišlo, tako da tudi ta prave suhe dirke. Kaj bo posebnega? Težko bi rekel. Mogoče konec koncev je letos na vseh naših dirkah stalnica že ratala, da je malo več R5 vozil, kar je dobro za konkurenco in predvsem je to dobro za gledalce, ki si prijo te dirke naše pogledati. Zdaj pa gremo še malo nazaj, in sicer v Velenje. Verjetno se vsi še spomnimo, kdo je tam slavil svojo prvo zmago. Odkrito povem, da pač grem brez nekega pritiska, videla bo že danes, kakšen bo najritem, tako da podajamo se nekako po isti poti kot v Velenju. Videli bomo, kaj bo prinesel ta prvovoden del, pol pa v soboto pač bomo malo probali pojačati tempo, mogoče še kaj spremeniti na avtu in potem bomo videli, kako se bodo stvari odvile. Na Rally Železniki se vsako leto prijavi več posadk, tokrat se jih je 71. Res pa je, da je ta rally še zelo mlad, letos je potekala 6. izvedba. V petek zvečer se je tako kot lani začelo z 2 prehodoma Hapi-Dražgoše sprint, znova po sistemu zadrge. Tukaj sta 2 izjemni vožnji uspeli Roku Turku, bil je daleč najhitrejši. Razlika med vožnjama pa je znašala samo 2 desetinki. Srečo pa sta imela Domen Agnič in Jure Podpečan v BMW-ju M3. Tole bi se lahko končalo slabše. Po slabih 6 dirkaških kilometrih so bili po petkovem delu vodilni Rok Turk generalno, Rok Jerkič v prvi, Tim Novak v drugi in Jaka Valant v 3. diviziji. Naslednji dan pa je dirkače čakalo 15krat več kilometrov, 90. Jutranji del sta sestavljala Brzinca Davča in Podlong. Prvi prehod najdaljše preizkušnje dirke se je začel ob 8:44. Če je šlo včeraj brez odstopov, se je tukaj številka že spremenila. Vase Miklavčič s sovoznikom Martinom Černigojem je zaradi težav z motorjem predčasno zaključil z dirko. Za posadko je bila to pomembna dirka za točkovanje divizije 3. Tudi Škoda Fabia Roka Bodlaja in Boštjana Sušnika ni zdržala prvega brzinca dneva. Posadka je sicer zmagala na Ina Delta Rallyju v konkurenci divizije 1. Dirko sta na žalost zaključila tudi Domen Buh in Rebeka Kobal, a tukaj je šlo za nesrečo. Voznika se nista poškodovala, ekipa pa ob pisanju te reportaže že pridno popravlja Peugeota. Zvite pločevine žal še ni bilo konec. Na Hapi Podlong je v graben zletela do takrat vodilna posadka v Jugopokalu, Blaž Koren in Robert Trupnik. Takoj zatem pa se jima je pridružil še en Jugo, Luke Brusa in Nives Cotič. Na srečo ni bil nihče poškodovan, sta pa avta utrpela kar hude posledice. Težave je imel tudi Jan Medved, na Peugeotu 208 je odpovedala bencinska črpalka. Nato pa smo videli odločilni moment rallija v diviziji 3. Jaka Valant, ki je vodil za 18 sekund in 4 desetinke, je bil po podatkih Omikron Plusa prehiter v časovno kontrolo 4A. Vodstvo dirke mu je dodelilo kazen 4 minut, kar je pomenilo, da je dirko zanj praktično konec. Brzinca Davča in Podlong sta se še enkrat ponovila. Na Davči pa se je zgodilo to, kar se naredi vsako leto, da je nekdo oviran. Tokrat sta bila strani Mitje Klemenčiča poškodovana Tim Novak in Marko Grossi. Sprva je kazalo, da bo v tej situaciji največ pridobil Jernej Fakin, ki je sprva celo prevzel vodstvo divizije 2, a so Timu in Marku povrnili izgubljen čas. Dopoldanski del sobote se je tako zaključil zmagami Roka Turka na vseh možnih HP-jih, 25,7 sekunde pred Aubljem in kar minuto in pol pred Majerčakom. Sledilo je kosilo, zatem pa še 4 hitrostne preizkušnje. Organizatorji so letos dodali nov brzinc, ki pa se je v malo drugačni obliki že pojavil na slovenski rally sceni. Seveda govorim o Petrovem Brdu. Prvi prehod se je začel ob 15 in 16 minut, še vedno pa nihče ni mogel ustaviti Roka Turka in Blanke Kacin v Hyundaiu i20 R5. No, razen Rok sam se je lahko ustavil in skoraj bi prišlo do preobrata dirke. Na Hapi-Dražgoše je aktualni prvak imel manjši moment pri Laški cerkvi, kjer je podrl prometni znak. Izgubil je približno toliko časa, kot govorim ta segment, 19 sekund. Tako je prednost pred Boštjanom Aubljem znašala le 9 sekund.
a Idrijčan se je izbral, najhitreje odpeljal HP Petrovo Brdo, sicer izgubil zadnji brzinc, ki ga je dobil Avbel, a še vedno s prednostjo 9 sekund slavil že tretjič to sezono. A preden pokažemo pogovor z Rokom in Blanko, to pride malo kasneje, najprej prisluhnimo Boštjanu in Damjanu. Ja, najprej moram reči, da je sama borba tekom celega vikenda pač bila zelo napeta, tempo je bil zelo hud, zato smo že kar takoj se nekako odlepili od tujih posadk, tako da je v bistvu bil boj med nama pa Rokom in Blanko. Jaz pa mislim, da vseeno ta razlika se skriva v teh pomanjkanju kilometrov, ki jih imamo s tem avtom, nastavitvami, razumevanjem leteh. Samimi gumami smo tudi mičkeno štrajkali, tako da vse sorta, no. Ne vem, kaj bi točno komentiral. Meni je velika čast in privilegij, da lahko z Boštjanom vozim. Že od prvih kilometrih, ki sva jih skupaj naredila, je bilo praktično brez ene napake, od roba do roba, tako da Boštjanu lahko sam kapo dol dam, da je praktično z 0 kilometri avto tako obvladuje, da se z državnimi prvaki lahko kosava. Pred kamero smo ujeli tudi Aleša Zrinskega in Roka Vidmarja. Na koncu jim je v državnem prvenstvu zmanjkalo samo 11 sekund do stopničk, a pot do tega je bila dosti težja, kot se zdi. Ja, jaz mislim, da v bistvu najbolj bomo izhajali, če začnemo zgodbo v četrtek ta teden, ko smo imeli v Lučinah test in nam je na testu tako kar fejst odpovedal menjalnik, se zlomila ena gred noter in smo v bistvu poslali organizatorju že odjavo z dirke, ob 11. zvečer, rahlo žalostni, ker smo videli, kaj se je zgodilo. In potem so nam pač pomagali Rok Turk, Lino Ako, ki je posodil dele, in Dečekotova ekipa, tako da so poleg OPV-ja in naših fantov zložili avto, tako da so sploh lahko prišla na štartno rampo. Tako da jaz mislim, da je bil to največji uspeh in da je to tudi malo bilo od zadaj skozi tale vikend. In da so se pač želela priti do cilja, bila sva v dobri poziciji skozi, tako da evo, tokrat je bil Dare malo hitrejši, bo pa drugič mi dva. Rok Vidmar, pogrešate kaj nastope z BMW-jem M3 in pometanje z zadkom? Pogrešam, mislim, vsaka dirka je bila zase posebna, z BMW-jem definitivno smo imeli veliko takih lepih odsekov cestnih za publiko, tudi za najdva, tudi za dušo, definitivno je veliko te spomini so, sam zdaj treba korak naprej je šel, Aleš dela na temu in zdaj delava, da bo s Peugeotom šlo hitrej in bolj na počes. Pride tudi to. Kot že omenjeno, slovenski posadki Turk Kacin in Avbel Andrejka sta zasedli najvišji dve poziciji generalno. Tretja sta bila na koncu zdaj že kar stalna gosta železnikov, Vlastimil Majerčak in Pavel Kušnir. Sicer je bil zaostanek velik, a taka je bila tudi prednost pred zasledovalci. V državnem prvenstvu je s tretjim mestom Darko Peljhan skočil na drugo mesto v prvenstvu. Seveda ne moremo mimo tega, da ima Rok Turk dvakrat toliko točk kot on. Tukaj je že prej napovedan pogovor. Rok Turk, čestitke za zmago na 6. reliju Železniki. Odkje napredek v časih, kako je potekal letošnji reli? Ja, hvala. Sigurno je bil ta napredek, oziroma so bili ti časi nekako povod vsega tega, da se je konkurenca malo pojačala, sploh s prihodom Boštjana, kar je super podatek za, bom rekel, za slovenske ljubitelje, predvsem, da to ni en tujc, tako da super. Tujci so hitro obračunali, pa sem pa z Boštjanom tako super dirkal, no danes oziroma vsi štiri skupaj. In posledica teh izboljšanih časov so bili sigurno pač to, da smo bolj pritiskali. Blanka, na reliju v Železnikih ni bilo takih dramatičnih momentov kot v Zagrebu, ampak kljub temu pa sta imela en dramatičen zaplet, ki bi lahko vaju stal draže, kot vaju je. Kaj se je tam dogajalo? Malček se je zapletlo, neč kaj tasa, da bi bila zelo sama kriva, zapeljala so otravane, potehnili noter in vse, kar je bilo, da avto ni užal, tam so tu izgubile sekunde, tako da v redu. Na zadnjih 3 relih sezone je na voljo še 87 točk in pol. Dejstvo je tudi, da če Rok Turk zmaga v Novi Gorici, postane že tretjič slovenski državni prvak. Res, da je Rok Jerkič skupaj z Markom Stoparjem prišel do tretji zmage v prvenstvu divizije 1, a odstop v Zagrebu je pomenil, da razlika v prvenstvu do tokrat drugega Bojana Velka Vrha ni velika. Je pa Jerkič tokrat deklasiral konkurenco,
Minuto in 51 sekund je znašala prednost do Veljka Vrha, 2 minuti in 3 sekunde pa do Jeriba. Prisluhnimo zmagovalcu. Super, dirka je za nami, odlično odpeljana, vsi zadovoljni, no. Boljše ne bi moglo biti, no, pač zmaga v diviziji 1. Tu se lahko vsak sam želi, no, ko bi rekel temu, no, da je tehnika zdržala predvsem, ko je ponavadi največji problem. Tako, no, dirka je pretekla predvsem, ko bi rekel, je bila kar zahtevna. Začeli smo s uvodnimi 2 preizkušnjami, ki so bile v petek zvečer. Tam smo pravili kar bi se dalo čim boljši rezultat, pač da bi imeli neko prednost. Sam so nas tekmeci kar precej zasledavali, tako da smo se mogli kar truditi, no. In takoj z jutranjem delom smo pač lotili kar napadalno in nam je to tudi uspelo, no. Tako da smo držali tempo celo dirko in zdaj smo tukaj, kjer smo, no. Tako da je bilo res pestro in smo zelo zadovoljni, sovoznika so zelo zadovoljni, no. Takole izgleda točkovanje divizije 1. Samo 6 točk ločuje prva 2, tretji Jereb pa ima že malo več zaostanka. V diviziji 2 smo skozi celotno dirko lahko spremljali zelo tesne boje, a na koncu je bila razvrstitev takšna. Marko Grossi in David Kavčič tretja, 23,4 sekunde zaostanka. Jernej in Gregor Fakin druga, 6,6 sekunde zaostanka. Tim Novak in Uroš Ocvirk pa sta prav tako tretjič letos prišla do zmage in novih 25 točk. Ja, Rally Železniki je za nami, midva sva z dirko zelo zadovoljna, tle so zelo tesne borbe. V bistvu smo se že včeraj in pa danes cel dan z Fakinom in pa Grossijem borili do sekunde. Midva so bila vmes sicer rahlo ovirana strani počasnejših sotekmovalcev, ampak je žirija rešila, tako da so nam popravili čas. Ampak ja, na koncu 6,6 sekunde, kaj ne rečem, pač res ta prave borbe, no. Midva so ful uživala, se je bilo res treba potruditi pa stiskati. Avto je delal, tako da midva so zelo zadovoljna. Hvala ekipi, hvala sponzorjem in pa tako vsem navijačem, ki so bili v progi in pa tudi drugje. Tukaj je najboljših 10 v točkovanju divizije 2. Še ena opomba. Po podatkih EWRC Results je bil 7. Martin Štucin izključen iz dirke, čeprav je prišel do cilja. Ostane nam še divizija 3, kjer so bile razlike spet malo večje. Tretja posadka v Renaultu Clio, Erik Berning in Hanna Vihtelič, je zaostala 2 minuti in 12 sekund. Druga Janko in Mitja Albrecht pa minuto in 12 sekund za zmagovalno posadko Domen Agnič, Jure Podpečan. Bi pa brez prej omenjene kazni zmaga pripadla Jaki Valentu, in to za več kot pol minute. Še točkovanje. Kljub temu, da je Agnič to sezono zmagal prvič, ima kar dosti prednosti pred Miho Mušičem, ki je tokrat odstopil. Rally Železniki je znova poskrbel za odlično dirko, mi pa upamo, da jo bomo videli tudi naslednje leto, mogoče še več tekmovalcev. Je pa s tem sezona slovenskega rallija stopila v še kako zaslužene počitnice. Naslednja dirka nas tako čaka 20. in 21. septembra v Novi Gorici. Seveda pa nas predtem čakata še gorsko-hitrostni dirki Lučine in Ilirska Bistrica. Preden končam, se moram še zahvaliti Žigu Mačku, ki nam je poslal par posnetkov, ki ste jih lahko videli. Tudi vi lahko pošljete svoje posnetke ali pa dirkaško dogajanje spremljate prek družabnih omrežij Autoportreta.si ali prek spletne strani. Hvala za pozornost in nasvidenje!